nebesa odpira in srce spreminja, zatrjuje blaženi škof Slomšek. Ko se odpiramo Božji ljubezni, nam Bog naše srce odpre za ljubezen do bratov in sester. Usposobi nas, da nadaljujemo poslanstvo, ki ga je Kristus, odrešenik, zaupal cerkvi. To poslanstvo je tudi v naši krajevni cerkvi šele na začetku. Duh je tisti, ki nas priganja k oznanjevanju velikih Božjih del. Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, ker mi je naložena dolžnost. Zakaj gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal? Luč Slomškovega zgleda nam vse močneje sveti. Žar njegovega življenja in delovanja pa nas vabi, da slovenski kristjani vsak dan znova odločneje stopamo na pot svetosti, ki prenavlja svet. Naj nam bo Slomšek, ki smo ga izbrali za zavetnika nove evangelizacije, mogočen priprošnik tudi v tej uri molitve, ko skupaj kličemo k Bogu v zahvali in prošnji, da v naši nadškofiji in vsej cerkvi na Slovenskem zaživi nova evangelizacija, ter se začne uresničevati slovenski pastoralni načrt. Zahvalimo se najprej Bogu za dragoceni zaklad vire in za vse, ki so nam ga posredovali. Dobri Oče, poglej na svojega Sina, ki je sam sebe daroval za odrešenje vseh ljudi. V njem naj bo slavljeno Tvoje ime med vsemi narodi, od sončnega vzhoda do zahoda, in Tvojemu veličastvu naj se povsod opravlja daritev Kristusa, Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako naj povrnemo Gospodu za vse dobro, kar nam je storil. Slavite Boga in se mu v pričo vseh zahvaljujte za vse, kar vam je storil dobrega. Slavite in poveličujte njegovo ime. Vsem ljudem spoštljivo prenašajte Božje besede in ne zamujajte zahvalo. Kraljevo skrivnost je treba skrivati, Božja dela pa je treba razkrivati in spoštljivo oznanjati.
bom Gospoda ob vsakem času. Njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. Z Gospodom se hvali moja duša, ponižni naj slišijo in se veselijo. Poveličujte z menoj Gospoda, njegovo ime skupno slavimo. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil. Glejte nanj, da boste žareli. Vaši obrazi naj se ne sramujejo. Pobožec je klical in Gospod je slišal, iz vseh njegovih stisk ga je rešil. Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, da jih reši vsega hudega. Okusite in glejte, kako je Gospod dober, blagor človeku, ki se zateka k njemu. Slavite Gospoda njegovi zvesti, njim, ki ga častijo, nič ne manjka. Celo bogati obožajo in stradajo, a tistim, ki iščejo Gospoda, ne manjka nič dobrega. Pridite, ljudje, in poslušajte, učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati. Ali hočeš srečno živeti in dolgo uživati dobrote, varuj svoj jezik hudobije in svoja usta zvijače. Ogibaj se krivice in delaj dobro, išči miru in si zanj prizadevaj. Gospodove oči so uprte v pravične, njegova ušesa v njihovo klicanje. Vpili so in Gospod je uslišal, iz vseh njihovih stisk jih je rešil. Blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Veliko nesreč zadene pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje. Varuje njegovo življenje, nič hudega se mu ne bo zgodilo. Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka.
globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred starjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. V njem, po njegovi krvi, imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvu njegove milosti. Osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Kristusa, v hvalo njegovega veličastva. Bog Oče, od Tebe so vse dobrote, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Nauči nas, da bomo v Tvojih darovih gledali Tvojo neskončno ljubezen in Te ljubili vsem srcem, vso dušo in vsemi svojimi močmi. Majhno je človeško srce, pa neizmerne so njegove želje. Iz ljubezni do Boga se tudi mi prepustimo Božji volji in vsa svoja pota izročimo Gospodu. On bo vse prav storil. Tisti, ki hvaležno spoznajo prejete dobrote
in se izročijo Božji previdnosti, zadovoljno živijo, nam je rekel Slomšek. Kako naj povrnemo Gospodu za vse dobro, Amen. Odprite vrata Kristusu. Jezus Kristus in njegov evangelij je odgovor, edini odgovor na krizo, v kateri se je znašel sodobni, tudi slovenski človek. Jedro in središče evangelija je odrešenje. Ta veliki Božji dar je osvoboditev od vsega, kar stiska in zapira človeka, a je predvsem osvoboditev od greha in hudobnega duha. Kristusov evangelij ne odvzema ničesar človekovi svobodi. Ko sprejmete Kristusa, se odpirate dokončni Božji besedi. Njemu, po katerem se je Bog dal popolnoma prepoznati in nam je pokazal pot, po kateri pridemo k očetu.
poveličujemo te najvišji. Ponižal si se in nas počastil. Rodil si se in nas poklical v življenje. Postil si se in nas nahranil. Privezan si bil na steber in nas rešil vezi. Okusil si kis in nas napojil z milino. Umrl si in nas oživil. Vstal si v slavi in nam dal veselje. Sediš v slavi in vzdignil si nas. Bodi blagoslovljen ti, ki prihajaš, žareč od dobrote. Ker brez Jezusa ne moremo ničesar storiti. Goreče prosimo, Jezus, Sin živega Boga. Jezus, odsvit očeta. Jezus, žar večne luči. Jezus, Sin Marije Device. Jezus, ljubeznivi. Jezus, močni Bog. Jezus, najmogočnejši. Jezus, najpotrpežljivejši. Jezus, krotki in iz srca ponižni. Jezus, ljubitelj čistosti. Jezus, naš ljubitelj. Jezus, začetnik življenja. Jezus, goreči ljubitelj duš. Jezus, zaklad vernih. Jezus, dobri pastir. Jezus, naša pot, resnica in življenje. Jezus, voditelj apostolov. Jezus, učitelj evangelistov. Jezus, srčnost mučencev. Jezus, luč spoznavalcev.
Jezus, krona svetnikov. Jezus, ti si izvor mojega bivanja, ti končni cilj mojega življenja. Tebi se prepuščam, da iz sveti volji se popolnoma oklanja. Moja naloga je, da ti sledim korak za korakom, kot otrok, ki ga mati vodi za roko. Nočem teči pred teboj, nočem zaostajati za tabo. Hočem s teboj v korak, hočem svoje dolžnosti sedanjega trenutka čim popolneje izpolnjevati. Hočem sprejeti kliče, ki mi prinaša ta trenutek in se podvreči vsem tvojim sedanjim in bodočim namenom zame. Vem, da je dobro vse, kar prejemam iz tvoje roke, ker je tako odločila tvoja dobra Božja previdnost. Kako naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar nam je storil. Pustite se voditi in prežariti Svetemu Duhu. In potem pripovedujte v svoji družini, sosedom, v šoli, na delovnem mestu, o Božjem veličastvu, vsem ljudem o njegovih čudovitih delih. Gospod je velik in nad vse hvale vreden. Ponovno želimo v sebi prižgati začetni ogenj, pustiti, da nas prevzame gorečnost apostolskega oznanjevanja. V sebi želimo oživiti razvneto čutenje apostola Pavla. Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Takšna zavzetost bo prav gotovo sprožila v cerkvi novo apostolsko dejavnost, ki nas bo vse pritegnila. Kdor je zares srečal Kristusa, tisti tega srečanja ne more več ohranjati le zase, mora ga oznanjati. Slomšek pravi, tožiti nad slabimi časi ljudje dobro znajo. Zdihovati, da so ljudje čedalje hujši, slišimo marsikoga. Pa vse take tožbe so prazne, dokler roke križem držimo. Hudobi pa damo prosto rasti med nami. S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore, in hitro bo svet boljši. Potreben nam je torej nov apostolski polet, ki ga bomo živeli kot vsakodnevno zavzetost posameznikov, krščanskih občestev in skupin. Zato goreče prosim,
Pridi, Sveti Duh, na nas škofe in duhovnike. Postali smo služabniki Cerkve, poklicani, da evangelij upanja slavimo, oznanjamo in mu na poseben način služimo, ter tako vsakega človeka vodimo k polnosti Božjega življenja. Naj bomo pastirji po Jezusovem srcu, goreči in blagi v oznanjevanju evangelija, zvesti v oskrbovanju Božjih skrivnosti. Pridi, Sveti Duh, posveti nas, med seboj nas zedini, da bomo služili v veseli in bratski povezanosti. Velikodušno naj sodelujemo s stalnimi diakoni, s člani ustanov posvečenega življenja in z laiki. Pridi, Sveti Duh, na vse Bogu posvečene osebe, ki so poklicane, da se popolnoma predajo ljubezni do Boga in se povsem posvetijo Bogu in njegovemu načrtu odrešenja. Stori, da poklicani v Kristusu v polnosti zaživijo kot bratje in sestre. Pridi in jih prenovi. Njihovo življenje naj razodeva čudovita dela, ki jih Bog izvršuje v krhki človeški naravi. Pridi, da bo po njih svet odkrival očetovsko obličje Boga in materinsko obličje Cerkve. Pridi, Sveti Duh, na celotno našo krajevno cerkev, na naše župnijske skupnosti in skupine, na člane pastoralnih svetov in druge sodelavce.
Naj bomo sami odprti za stalno spreobračanje in notranjo prenovo, da bomo mogli z verodostojnostjo evangelizirati slovenskega človeka in kulturo. Naj bomo vedno kvas in duša človeški družbi. Pridi, Sveti Duh, spreminjaj nas v Božjo družino, posveti nas in nas v Kristusu prenavljaj. Pridi, Sveti Duh, na krščanske laike, ki so poklicani, da se posvetijo in uresničujejo evangelizacijo sredi sveta pri upravljanju najrazličnejših častnih nalog. Naj se, prežeti z evangelskim duhom, čutijo odgovorne, da bi z evangelijem prepojili svet politike, sociale in gospodarstva, znanosti in umetnosti, mednarodno življenje in sredstva družbenega obveščanja ter vsa druga področja človekovega življenja. Pridi, Sveti Duh, v naše družine, ki so temelj človeške družbe in prvi prostor posredovanja vere in evangelskih vrednot. Stori, da bodo zakonci odprti življenju. Pridi in spreminjaj odnose v naših družinah.
ozdravi, kar je v njih bolno, zaceli, kar je ranjeno, popravi, kar je zgrešeno. Pridi, Sveti Duh, in jih ponovno naredi za žarišča vere, za prostorje ljubezni, vseljuj v njih medsebojno spoštovanje in zvestobo. Pridi, Sveti Duh, na vse otroke in mlade. Jezusu naj odprejo svoja srca, z njim naj gojijo iskreno prijateljstvo, pri njem iščejo odgovore na svoja življenjska vprašanja, njemu predajo svoje strahove, ter ga postavijo v središče svojega življenja. Velikodušno naj se vključijo v velike tokove svetosti, ki so jih sprožili svetniki in svetnice po Kristusovih stopinjah. Pridi, Sveti Duh, pokaži jim načrt, ki ga ima Oče za njihovo življenje in jih naredi za radostne pričevalce. Sveti Duh, za vse to poslanstvo te prosimo, pomnoži v nas svoje darove. Prosimo te najprej za dar modrosti, da bi boljše dojemali tebe in tvojo božansko popolnost.
Prosimo te za dar razumnosti, za boljše dojemanje bistva skrivnosti svete vere. Daj nam dar vednosti, da bomo svoje življenje znali usmerjati v skladu z načeli vere. Daj nam dar sveta, da bomo mogli na svet vsem iskati in vedno najti pri tebi. Daj nam dar moči, da nas noben strah in zemeljski razlogi ne bodo mogli odtrgati od tebe in nas zapeljati v greh. Daj nam dar pobožnosti, da bomo tvojemu veličastvu lahko vedno služili sinovsko ljubeznijo. Daj nam dar strahu Božjega, da nas noben strah in zemeljski razlogi ne bodo mogli odtrgati od tebe. Slomšek nas spodbuja. Kakor moder gospodar vsakemu svojih ljudi odloči primerno delo, tako je Bog vsakemu odločil njegov stan in potrebne lastnosti. To so talenti, o katerih govori evangelij. Ne smemo jih zakopati, ne zapraviti, marveč zvesto obrniti v dobro. V svojem stanu zvesto služiti
se pravi vse dolžnosti natančno izpolniti. Zato pa je treba svoja dela prav znati in opravila svojega stanu čisto izgotavljati. O malem, kakor o velikem, ne le na videz, temveč povesti. Vsak stan ima svoje veselje, pa tudi svoje trpljenje. Le dve reči človeka usrečita, zvestoba in zadovoljnost. Kdor dolžnosti svojega stanu zvesto izpolnjuje in ta dobro vzame, kar mu Bog da, pri njem je prava sreča doma. Vsakdo naj svoje lastno srce pogleda, kako kaj luč krščanskega življenja v njem gori. Ali sveti naša luč ljudem tako, da vidijo naša dobra dela in hvalijo Očeta, ki je v nebesih. Tako naj povrnemo Gospodu za vse dobro, kar nam je storil. Povzdigujmo svoje srce, moji bratje in sestre. V nebesih smo doma. Pritje v nebesa naj bo naše prvo in največje poželenje. Od ranega jutra do trde noči naj se naše srce veseli svetih nebes. Čeprav naše telo hodi po zemlji, naj bodo dušne želje v nebesih. Ker se oko ne bo nagledalo, uho ne slišalo veselja, ki je pripravljeno za nas. Povzdignimo srce ter Mariji, zvesti nove evangelizacije, izročimo novo evangelizacijo in slovenski pastoralni načrt. Zaupno prosimo. Marija, mati upanja, ti hodi z nami. Uči nas oznanjati živega Boga. Pomagaj nam oznanjati Jezusa, edinega rešitelja. Naj radi pomagamo svojim bližnjim, sprejemamo ljudi v stiski. Naj bomo pravični. Naj postanemo vneti graditelji pravičnega sveta. Prosi za nas, ki v zgodovini živimo in delujemo, prepričani, da se bo uresničil Očetov načrt. Jutranja zarja novega sveta, pokaži se kot mati upanja in nas varuj. Varuj Cerkev na Slovenskem, naj bo odprta za evangelij, naj bo kraj prave skupnosti, naj živi svoje poslanstvo, evangelij upanja naj oznanja, ga slavi in mu služi za mir in veselje vseh. Kraljica miru, varuj naš narod, varuj vse kristjane. Z upanjem naj gremo naprej, naj hodimo po poti edinosti in postajamo kvas sloge za ves naš narod. Varuj mlade, upanje prihodnosti, velikodušno naj odgovorijo Jezusovemu klicu. Varuj vse, ki v naši domovini nosijo različne odgovornosti, naj se zavzamajo za graditev družbe, v kateri bodo spoštovali dostojanstvo in pravice vsakega človeka. Marija, podari nam Jezusa, naj mu sledimo in ga ljubimo. On je upanje Cerkve,
upanje Slovenije in vsega človeštva. Živi pri nas, med nami, v svoji cerkvi. S teboj govorimo, pridi, Gospod Jezus. Naj se upanje na Božje veličastvo od njega prelije v naša srca ter obrodi sadove pravičnosti in miru. Blaženi škof Anton Martin,